Danes si bomo pogledali, kako narisati kvadratno funkcijo, če imamo podane ničle kvadratne funkcije, pa tudi kako zapisati enačbo v ničelni obliki. Zdaj, če je v ničelni že zapisana, je dosti enostavno. Recimo primer takšne funkcije y je 2 krat x minus 3 krat x minus 4. Tukaj takoj vidimo, da sta ničli, to sta ta x1 in x2, tako kot piše x1 in x sta ničli naše kvadratne funkcije. In to pomeni, da tam sekata x-os. V našem primeru sta to 3 in 4. Torej lahko na grafu označimo presečišče z x-osjo 3 in 4. Ker piše, da je A2 in ker je to večje od nič, vemo, da bo graf obrnjen tako. To pomeni, da bo naša funkcija nekje takole šla. Težava pa nastopi, kadar imamo namesto ničelne oblike napisano splošno obliko. To pomeni recimo y je x kvadrat minus 6x plus 9. To je zdaj splošna oblika, torej nekaj krat x kvadrat plus nekaj krat x plus nekaj. In zdaj moramo to obliko spremeniti v ničelno obliko. Pomagamo si z razstavljanjem, z Vietovo formulo. Tole mora biti produkt in to mora biti seštevek. In zapišemo. X pa x, ker je produkt plus 9, sta lahko obe števili negativni ali obe pozitivni, ker je pa seštevek negativno število, sta obe negativni, in plus 9 je minus 3 pa minus 3. Tako, v tem primeru je to kar, v bistvu sta obe ničli enaki, ker je to popolni kvadrat. Vemo, da je prva ničla 3 in druga je tudi 3. V takšnem primeru, ko ima funkcija samo eno ničlo, recimo tukaj bomo z modro narisali 3, bi to pomenilo, še vedno pa je a enak 1 in je zato funkcija obrnjena kot črka U, je to hkrati teme, je ta ničla hkrati teme in to pomeni, če gremo eno sem, gre funkcija za eno gor, eno sem za eno gor, 2 sem za 4 gor, to že poznamo, ne, dvakrat, enkrat a ali pa 4-krat a se premaknemo in naša funkcija bi bila takole. Pa si recimo poglejmo še funkcijo yx kvadrat minus 6x minus 7. Tudi tukaj je zgodba dosti enostavna, po Vietu lahko razstavimo in dobimo ničle. Prav x, produkt mora biti minus 7, to pomeni, da je en pozitiven, en negativen, ker je seštevek minus 6, to pomeni, da bo več negativnega kot pozitivnega, in sicer je tukaj minus 7, tukaj pa pol plus 1, in naši ničli sta. Ker tukaj piše x plus 1, se vprašamo, kdaj bo to nič, pri minus 1. Ali pa če si to napišemo kot x minus minus minus, x minus minus 1 in je to pač ničla. Druga ničla je 7. Zopet bi napisali, minus 1 je ena ničla, 7 je druga ničla, to je nekje tukajle, in zopet, ker je a pozitiven, bi bila funkcija obrnjena tako. No, včasih pa imamo takšno enačbo, da jo ne znamo na pamet razstaviti. Recimo, da imamo y2x kvadrat minus 2x minus 24. V tem primeru si pa lahko pomagamo s posebnimi formuli za izračun diskriminante in potem izračunanje ničle. V našem primeru vidimo, da je a enako 2, b je minus 2 in c je minus 24. To pomeni, da je potem diskriminanta d enako b kvadrat, to je 4, minus 4 krat 2 krat minus 24 je potem plus 24, takole, in to je seštejemo in je 196. Zdaj pa pogledamo rešitve. Prva rešitev x1 piše, da je minus b plus koren iz d volumeno z 2a. Se pravi, minus b, to je minus minus 2 je plus 2, plus koren iz d, to je koren iz 196, volumeno z 2 krat a, to je 2 krat 2, to je 4.
In dobimo, da je x1 plus 2, koren iz 196 je 14, polomljeno z 4, 2 plus 14 je 16, deljeno 4 je 4. Se pravi, prva rešitev je 4. Izračunamo še drugo rešitev. Pri drugi rešitvi, da bomo dali pa minus. Se pravi, potem minus minus 2 je plus 2, minus koren iz 196 polomljeno z 2 krat 2, se pravi polomljeno 4. In je to 2 minus 14 polomljeno 4, je to minus 12 deljeno 4 je minus 3. To pomeni, da bi lahko to našo enačbo zapisali kot dvojko iz pospredaj, potem je pa x minus 3, če je minus 3 ničla, je potem plus 3. In če je ničla 4, potem zapišemo x minus 4. Tako, imamo zopet ničle. In s pomočjo te formule lahko izračunamo ničlo katerekoli kvadratne funkcije. Recimo, če imamo y je 3x kvadrat minus 7x plus 5. Se pravi, zopet najprej izračunamo diskriminanto, b kvadrat, torej minus 7 na kvadrat je 49, minus 4 krat 3 krat 5. In je to 49 minus 20, 4 krat 5 je 20 krat 3 je 60. Kaj se je pa zdaj zgodilo? Dobili smo diskriminanto, ki je negativna. Kaj zdaj to pomeni? Koren iz negativnega števila ne moremo izračunati. Se pravi, ne moremo računati koren iz diskriminante, če je diskriminanta negativna. In če ga ne moremo izračunati, potem očitno ta enačba nima nič. No, da bomo videli, kaj ta pomen diskriminante je, si mogoče za začetek narišemo to enačbo, to kvadratno funkcijo s pomočjo izračunanega p-ja in q-ja. Tukaj imamo formule za p in q, tako bomo dobili koordinate temena naše kvadratne funkcije. P je v našem primeru, torej minus minus 7 je 7, polomljeno z 2 krat a je 6, se pravi 7 šestin. Q pa je minus, d je minus 11, je potem vse skupaj plus 11, polomljeno z 12. Zdaj, če skiciramo, kje naš graf pride, prav teme je 7 šestin, to je malo več kot 1 in q je malo manj kot 1, se pravi, teme je nekje tukajle. Potem pa, ker je a enako 3, to pomeni, da če gremo od temena za eno enoto v desno, moramo iti za toliko, kolikor je a, v tem primeru je a pozitiven, gor. 1, 2, 3, to smo tukajle. In če gremo v drugo smer, gremo isto 3 gor. Ampak poglejte, kaj dobimo. Naša funkcija je takšna. Kot vidimo, nikjer ne seka osi x, kar pomeni, da nima ničle. In to se zgodi vedno takrat, kadar dobimo diskriminanto negativno. Lahko bi se zgodilo tudi, da bi bila funkcija nekje vspodaj, se pravi, da bi bilo tukaj teme, pa bi bila potem a negativen, bi tudi bila funkcija brez ničel. To je takrat, ko je diskriminanta negativna. Poglejmo si še eno funkcijo, recimo, da imamo y je x kvadrat minus 6x pa plus 9. Če tukaj izračunamo diskriminanto, to b kvadrat minus 4ac, minus 6 na kvadrat je 36, minus 4 krat 1 krat 9 je tudi 36 in je to nič. Kadar je diskriminanta enaka nič, bomo kmalu videli, da dobimo dve ničli, ki sta enaki. Se pravi, minus b plus koren iz d polomljeno z 2a, to je minus b je 6, plus koren iz nič je nič, 2a je pa 2 in je to 3. V drugem primeru damo pa isto, se pravi 6,
pa minus nič lomljeno z 2 in je tudi 3. To pomeni, kadar dobimo diskriminanto enako nič, dobimo eno samo ničlo. To pomeni, da če imamo tukaj funkcijo, ničla je pri 1, 2, 3, ena v desno in to smo že prej rekli, da je hkrati teme. Se pravi, ena v desno, ena v levo in toliko kot je a, v tem primeru ena gor in dobimo funkcijo takole. Na splošno veljajo te stvari. Če je diskriminanta večja od nič, potem ima enačba dve različni rešitvi. In to izgleda takole. Eden od teh grafov. Ali je funkcija obrnjena tako in seka dvakrat os, to je takrat, ko je a večji od nič, ali pa narobe obrnjena črka u, takrat, ko je a manjši od nič. Če je diskriminanta enaka nič, potem ima enačba eno samo rešitev, to je tukaj. Je tukaj maksimalna ali pa minimalna točka, se pravi, teme je ravno na x osi. Kadar pa je diskriminanta negativna, pa to pomeni, da ni nobene rešitve in v tem primeru dobimo to. Nikjer graf ne seka. Zdaj, če je a večji od nič, je teme nekje v zgornji polovici koordinatnega sistema, sicer pa je v spodnji polovici. S pomočjo enakih pravil lahko rešimo tudi kvadratne neenačbe. Recimo, če imam jaz zapisano 2x kvadrat minus 5x plus 6 je manjše od nič, recimo. Kako se tega lotim? Najprej izračunam ničle. Torej, diskriminanto b kvadrat je 25 minus 4 krat 2 krat 6, 25 minus 8 krat 6 je 48, dobimo, da je to minus 23. Kaj to pomeni? Če je diskriminanta manjša od nič, to pomeni, da naš graf nikjer ne seka x osi. Zdaj pa, ker je a pozitivna številka, to pomeni, da mora biti naš graf nekje vzgoraj. In kdaj je potem vrednost funkcije manjša od nič? Nikoli. Ker manjša od nič pomeni, da pogledamo, kdaj je graf narisan na spodnjem delu. Tukaj bi bila recimo potem rešitev take enačbe prazna množica. Kar poglejmo še nekaj primerov. Recimo, če imamo enačbo, poglejmo neenačbo, recimo x kvadrat minus 5x plus 7 je večje od nič. Zopet, poglejmo neenačbo, minus x kvadrat minus 5x plus 7 je večje od nič. Najprej izračunamo diskriminanto. b kvadrat, to je minus 5 na kvadrat je 25, minus 4 krat minus 1 je potem plus 4 krat 7 in je to 25 plus 28 in je to skupaj 53. Potem izračunamo rešitve. x1, 2 je. Prav, minus b je minus minus 5 je 5. Plus ali minus koren iz 53 ln z 2a, to je pa 2 krat minus 1, se pravi z minus 2. In zdaj to izračunamo. Izračunamo, kakšen rezultat dobimo. Če vstavimo plus, dobimo minus 6,1, če pa vstavimo minus, pa dobimo 1,14. In zdaj skicirajmo sedaj graf naše funkcije. Ena ničla je minus 6,1, to je torej nekje tukajle, druga pa 1,14 nekje tukajle. In si to vrednosti še napišemo, da je to minus 6,1, to je pa 1,1. In zdaj, ker je naš a
Tukaj vidimo, da je a minus 1. Negativen pomeni, da bo funkcija obrnjena tako. In zdaj si mi to narišemo, niti ni važno, kako visoko gre, kakšno obliko ima, ali je bolj strma ali manj strma. Mi samo vemo, da bo graf takole obrnjen. In zdaj nas zanima, kdaj je večja od nič. Večja od nič je takrat, ko je na zgornji polovici. In kdaj je naš graf večji od nič? Takrat, ko so x-i od tukajle pa do tukajle. In napišemo rešitev, da to enačbo rešijo x-i, ki so elementi na intervalu od minus 6,1 pa do 1,1. Če bi bilo tukaj napisano še večje ali enako, potem bi pa lahko tukaj namesto takega okroglega dali zaprt oklepaj, kar pomeni večje ali enako oziroma manjše ali enako. Poglejmo še eno neenačbo. 4x kvadrat minus 3x minus 2 je večje ali enako nič. Zopet določimo najprej ničle. Se pravi, najprej diskriminanto je b kvadrat, to je minus 3 na kvadrat je 9. Minus 4 krat 4 krat minus 2 je potem plus tukaj krat 2. To poračunamo, 4 krat 4 je 16, krat 2 je 32, plus 9 je 41. In zdaj izračunamo ničli x1 in ničlo x2. x1 je torej minus b plus koren iz d vlomljeno z 2a, x2 je pa minus b minus koren iz d vlomljeno z 2a. Lahko to kot eno enačbo zapišemo ali kot dve. In zdaj vstavimo. Minus b je 3, plus koren iz 41 vlomljeno z 8 in tukaj 3 minus koren iz 41 vlomljeno z 8. Dobimo rešitve s kalkulatorjem 1,2 in minus 0,4. Zopet narišemo. 1,2 je tukajle nekje in zraven zapišemo 1,2 in minus 0,4 je nekje tukaj. Minus 0,4. Pri našem primeru je a pozitivno število, torej bo funkcija obrnjena tako. To skiciramo, da bo funkcija nekako takole. In se zopet vprašamo, kje je to večje od nič. Vse povsod tukaj, kjer je vzgori. To pomeni na temle intervalu od minus neskončno je pozitivna pa do semle, ta zraven. In od tukaj naprej. Tam je graf v zelenem delu. In napišemo. X je element, zdaj to, da se začne na tej strani, napišemo tukaj minus neskončno, tukaj bo pa neskončno. In izgleda takole. Pri neskončnosti je vedno odprt interval. Se pravi, minus neskončno, vejica, do, tukaj smo pa zračunali minus 0,4. In zdaj naredimo oglat oklepaj. To pomeni tudi zraven je lahko, ker je večje ali enako. Unija od 1,2 do neskončno. Dobro je, da se ne ustrašimo, ko pridejo grdi rezultati, ampak v realnosti, v realnem življenju so to redko lepe številke. Lahko pa so. Dajmo še zadnji primer narediti. Recimo, če imamo minus 3x kvadrat, minus 4x, plus 3, pa naj bo manjše od nič zdaj. Zopet poiščemo ničle najprej. Diskriminanta je torej b kvadrat, to je 16, minus 4 krat minus 3 je tukaj plus, 3 krat 3, in je to 16 plus 4 krat 9 je 36, je skupaj 52. Potem pa določimo, koliko sta x1 in x2, prav minus b, to je 4, plus koren iz 52, vlomljeno z
2a, to je -6, tukaj je pa 4 minus koren iz 52 polomljeno z -6. Zdaj, mi lahko v takem primeru to tudi na pamet delamo s pomočjo delnega korenjenja. Recimo 52 bi lahko napisali kot 4 krat 13. Torej imamo potem tukaj lahko iz obeh dvojko izpostavimo. Pa ostane 2 krat 2 plus 2 krat koren iz 13, ker je tukaj oboje koren. Pa če je koren iz 4, potem 2, tukaj bo potem brez, ker je dvojka že izpostavljena. Polomljeno z -6 je pa v bistvu -2 krat 3 in pol vidimo, da se dvojka pokrajša in je to 2 plus koren iz 13 polomljeno z -3. Tukaj tudi dvojko izpostavimo na isti način, se pravi, to je zopet 4 krat koren iz 13 in dobimo na koncu rezultat 2 minus koren iz 13 polomljeno z -3. Dobro je, če si tudi to izračunamo, ker potem si lahko samo skico naredimo in označimo, da ena ničla je pri -1,9, to je nekje tukaj pri -2, ampak zapišemo, da je to tole. Se pravi, 2 plus koren iz 13 polomljeno z -3. Druga ničla je pa pri 0,5, to je tukaj, je pa to natančneje tole napisano. Se pravi, 2 minus koren iz 13 polomljeno z -3. Pač samo malo grše stvari bojo v intervalih. Potem pa, ker je a -3, pomeni, da bo funkcija obrnjena tako. To narišem, se pravi nekako takole. Vprašanje pa je, kdaj je manjša od nič. Za manjša od nič moramo pa pogledati v bistvu ta spodnji del, se pravi, kdaj je v spodnjem delu. In zopet ugotovimo, da se to zgodi za x-e do semle, pa od tukaj naprej. Tukaj je funkcija v oranžnem delu in napišemo, x je element, zopet, tukaj bo minus neskončno, ker je zdaj strog in enačaj, bo tudi na koncu okrogel interval, pa unija, pa od nekod, pa do neskončno, to vemo. Tukaj noter moramo pa ničle zastaviti, se pravi, pisali lahko 2 plus koren iz 13 polomljeno z -3, samo ničle pripišujemo in 2 minus koren iz 13 polomljeno z -3. Če bomo pa napisali namesto tega številko, bo pa tudi skoraj v redu.